Najlepša hvala za to vabilo, tudi da ste še po kosilu ostali, sicer nismo imeli porana, da bi nas triptofan uspaval, ampak mislim, da po kosilu se vsi malo utrujeno počutimo, da bom poskušal čim bolj dinamičen biti, da mi ne boste zaspali. Zapravo, moje ime je Jurij Drev, vodim raziskave v nevroznanstvenem podjetju in namen tega predavanja je, da bolj o problemih govori. Tistih rešitev bo malo manj, rešitev so za daljše predavanje. Ampak kje so problemi, ko poskušamo uvajati umetno inteligenco na presečišče medicine in nevroznanosti? In bom to zgodbo začel na čist drugem koncu. Nekaj mesecev nazaj je bila to ena izmed glavnih novic na državnem novičarskem portalu, ki je vsaj mene malo šokirala, no pa jaz delam že več kot 15 let na področju zdravstva, direktno ali indirektno, pa kot vsak razumen človek, ko sem to novico videl, sem naredil edino, kar lahko narediš, in to, da se za odgovore in pojasnitve za to stanje obrnem na komentarje pod to novico. In sem jih prebral, čisto vseh 300, in sem naredil eno statistiko teh komentarjev. Najprej sem se vprašal, ali komentar ponuja neko rešitev za ta problem, o katerem je bila ta novica, in sem rekel, ok, ja, ne ali ne vem, ker nekatere komentarje odkrito rečeno je težko oceniti, a je rešitev not ali ni. Ampak, no, in sem prebral te komentarje in sem gotovil, da ne, 40% komentarjev ponuja rešitev za ta problem. Kar v redu. Zdaj, če je ta rešitev dobra ali slaba, to je drugo stvar, ampak ponujajo neko rešitev. Nekih 45% ne ponuje rešitve, so razne kletvice pa tako naprej, ampak ni neke rešitve. In za pač nek manjši delež je bilo težko razbrati, ali rešitev je ali ni. In drugo vprašanje, ki sem si postavil, je, kaj je narava rešitve, ki je bila ponujena v tem komentarju. Se pravi, kakšna rešitev. In sem razdelil, potem ko sem prebral vseh 350 komentarjev, to sem snoč delal. Tako da jaz sem si že vedel, da bom to delal, ampak sem snoč dejansko pol naredil. In sem rekel, so lahko politične rešitve, se pravi, na političnem nivoju treba neke organizacijske, birokratske rešitve, neke finančne rešitve, denarja treba dati več, in neke tehnološke rešitve. Večina ljudi nekako misli, da je politika tista, ki nas bo rešila, jaz se vzdržim komentarja. Nek dobršen del ljudi, 40%, misli, da treba nekaj v organizaciji rešiti in tako naprej, in to so zelo različne rešitve. Zelo majhen del ljudi misli, da moramo več denarja zdravstvu dati. Mogoče jaz v stari službi na UKC Ljubljana bi rekel, seveda, čim več denarja, zdaj mogoče malo manj, ampak to, kar je mene presenetilo, še bolj kot novica, ker sem slejko pričakoval, da se bo nekaj takega zgodilo pri nas, je pa, da je 1% vseh komentatorjev, samo 1%, dejansko rekel, da rabimo tehnološke rešitve. In jaz nisem človek, ki misli, da se nobena stvar ne da rešiti na političen način ali na birokratski način. Marsikaj se da rešiti na političen način in na birokratski način, ampak sem pa prepričan, da razmerje med tehnološkimi rešitvami pa temi ostalimi ni 1:100. Da pa tehnologija ponuja večji delež rešitev kot 1%. Zakaj to mislim? Ker zgodovinsko je bilo tako. Če gremo 100 let nazaj, je bil glavni problem planeta, da nas je bilo preveč, pa smo imeli premalo hrane. Bilo je premalo zemlje, premalo njiv, pa preveč ljudi, in glavne napovedi leta 1920, če se gleda za svet, da bomo vsi lačni. Do najkasneje leta 1970 bojo ljudje stradali na ulici, ker nas bo taka 3 milijarde, nas je bilo več takrat, ampak nas bo takrat 3 milijarde in ne bo hrane. In rešitev za ta problem bi bila lahko politična, mogoče moramo drugačen politični sistem imeti, da bo nekako bolj pravično bila hrana razdeljena, mogoče je organizacijska, zdaj koliko veliko zemlje imajo kmeti ali pa karkoli že, ampak na koncu je bila tehnološka rešitev, ker sta se dva nemška kemika spomnila, kako delati gnojilo iz zraka, Haber in Bosch. Ona sta to res delala, da so razstreljivo, Nemci lažje delali med prvo svetovno vojno, ampak rezultat je bil, da sta naredila gnojilo za njive iz dušika, iz zraka, in zaradi tega smo vsi danes živi, ker verjetno ne bi bili, če tega ne. Teda tehnološke rešitve so zanimive. Kaj je bila pa ta ena tehnološka rešitev, ker je ena bila, en komentator je ponudil tehnološko rešitev in je ponudil to.
da čim prej moramo narediti, da umetna inteligenca zamenja delo zdravnikov. Zdaj, jaz sem študiral medicino, na medicinski fakulteti v Ljubljani, to mi ni najbolj všeč, da bi namesto mene umetna inteligenca delala, ne. Ampak razumem, ne, ker v vsakem komentarju je zrno resnice. Zrno resnica razumem, ampak bi malo spremenil to. Ne. Jaz mislim, da ni smiselno in tudi dobro razmišljati v smeri zamenjave ljudi. Ne. Takrat, ko smo kalkulatorje naredili, nihče vil roke v zrak pa rekel, zdaj pa matematike zamenjati s kalkulatorji. Ne, matematiki imajo veliko dela danes. Jaz bi rekel, da moramo narediti, da bo čim prej umetna inteligenca podpirala, pospeševala in olajšala delo zdravnikov. To je mogoče en boljši cilj. Ne. Ok, zaprav, kaj je vizija našega podjetja, da bi omogočili skeniranje možganov v vsaki ordinaciji. To se ne da zdaj delati. Zdaj, če hočete na kakršenkoli sken možganov, morate iti na UKC, na velike bolnice, kjer imajo MRI-je pa PET skenerje. Če bi pa v ordinaciji lahko delali te skene možganov, bi bilo pa bolj praktično. Ne bi bilo treba napotiti delati, bi bilo krajše čakalne dobe. In marsikaj bi bilo boljše. Zakaj se mi ukvarjamo s tem področjem? Dva razloga sta. Eno področje, da je nevroznanost neka vroča tema. Leta 1971 smo naredili prvi CT. Od leta 1971 naprej zdravniki pri živih ljudeh lahko pogledajo v glavo. Pred letom 1971 pri živih ljudeh vsaj zdravniki niso mogli pogledati v glavo. Ne tako daleč nazaj, če pomislite, v Jugoslaviji smo prvega dobili leta 1981. Marsikdo od nas je bil živ, še v obdobju, ko zdravniki pri živih ljudeh niso mogli ljudem pogledati v glavo. Zanimivo. Drug razlog je pa, ker je AI taka vroča tema. Ne? AI je zelo vroča tema. AI ima sicer že neke doline vmes, tudi neke AI zime. Mogoče bo nevroznanost tudi do kakšne AI zime prišla, pa smo rekli, moramo hitro narediti nek biznis iz tega dvojega skup, da ne bomo tisto zimo prišli. Se pravi, očitno, ko mi investitorjem to zgodbo prodamo, rečemo umetna inteligenca plus nevroznanost, boste vsi veliko zaslužili, dajte nam denar. Ja, ok. Ni čistko enostavno, ne? Ni čistko enostavno. Tako tipična nevroznanstvena študija, gleda, to sem delal za poklic nekaj let nazaj, bral nevroznanstvene študije, prijavljal projekte in delal raziskave. Visoko ločljivostne slike, s pomočjo katerih rekonstruiramo z nekimi modeli umetno inteligenčnimi iz možganske aktivnosti, kaj ljudje gledajo. Se pravi, posnamemo možgansko aktivnost, pa poskušamo iz aktivnosti rekonstruirati, kaj nekdo gleda. Ok, kako to zgleda? Ja, ljudem kažemo take slike, recimo, medvedek, neka scena iz narave in tako naprej. Potem te ljudje morajo te slike seveda gledati v skanerju noter, ko ležijo, pa hudo brni, ne? In potem iz tega fMRI skanerja ven dobimo neko njihovo možgansko aktivnost, tiste rdeče pikice tam, in potem damo to v črno škatlo, ne, umetne inteligence, pa cross your fingers, in potem umetna inteligenca to naredi. Predvsej dober. Mislim, to, ko je ta študija prvič ven prišla, sem jaz rekel, kak ste pa to uspeli narediti. Se pravi, samo iz tistih rdečih pikic iz možganske aktivnosti umetna inteligenca uspe rekonstruirati te slike. Jaz sem kar presenečen, da je to danes možno narediti. Ampak je možno. Ampak zdaj pa gremo malo nazaj na realna tla. Največji trg v medicini pa ne bo napovedovanje takih umskih stanj, kaj vi mislite, ampak bolezenskih stanj. Ali imate neko bolezen, to je trg v medicini, ne kaj mislite trenutno, ampak kako bolezen imate, to je trg. Da take študije ravno to veliko nam pri tem ne pomagajo. Zakaj mislimo, da je največji trg pri boleznih, saj je vedno v medicini takšen trg? Zato, ker so možganske bolezni zelo hudo breme za celo družbo. Milijarde evrov to stane, milijarde ljudi imajo take bolezni, velike invalidnosti zaradi tega in zgodnja zaznava teh bolezni vemo, da zelo pomaga pri obvladovanju stroškov in bolezne samih, ampak kljub temu, da vemo, da zgodnja zaznava pomaga, za sam 8% možganskih bolezni je trenutno možno za kvantitativnim možganskim testom to diagnosticirati. Za sam 8%, kar je presenetljivo za večino ljudi. Vse te stroji, pa fMRI, pa CT, pa EEG, pa samo 8% vseh bolezni. Ja, če definiramo test kot test, ki je objektiven, se pravi, da zmeri nekaj na možganih, je da CT, MR, EEG in ta test mora biti še potrdilen, da bolezen potrdimo. Ta test mora biti široko dostopen, ne da je samo v enem raziskovalnem centru nekje v Nemčiji, ampak da je v novomeški bolnici tudi. Ne? In ta test mora biti primeren za zgodnje odkrivanje, drugače nam nič ne pomaga. Če te kriterije, zelo razumne kriterije damo,
je samo 8% možganskih bolezni mogoče tako. In to je veliki problem. In zaradi tega mislimo mi vsaj, da je the next big thing je neuroznanost plus medicina za zgodnjo diagnostiko možganskih bolezni. Druga stvar, ki se moramo zavedati, je, da pa večina umetne inteligence za neuroznanost bo na cenenih neuroznanstvenih strojih, ne na fMRI-jih, ker so predragi, pa tudi na CT-jih, ne, ker je radioaktivno sevanje, ampak bo na cenenih strojih, kot je EEG. EEG je neka tehnologija, ki letos praznuje 100. obletnico, 100 let nazaj se je prvič začela uporabljati, približno 100-krat so ti stroji cenejši kot najbližji konkurent, recimo MRI imajo pa še neke bonus feature, da so mobilni, danes velikost kreditne kartice se jih da na smartphone priključiti in lahko s tem meriš možganske signale in dajejo milisekundno ločljivost pri merjenju možganskih dinamik. To je precej v redu. Tada EEG. Kaj je EEG? Ja, EEG je naprava, če pogledamo levo sliko, najprej to je prerez čez lobanjo, tam vidite lobansko kost, pa gorja koža, spodaj so pa žile, pa možgani in v teh možganih, če na desni strani še malo povečamo, imamo živčne celice, ki jih je narava nam na srečo, tistim, ki merimo EEG, dala tako paralelno in aktivnost živčna na teh celicah se sešteva med sabo, tako da ko milijone in milijone celic približno isto stvar dela, ta električna polja lahko zmerimo na površini skalpa, na površju kože, tako da ni treba elektrode v možgane dati. In kako te signali izgledajo, ko jih z EEG-om zmerimo takole, ne? Zelo nekaj kompliciranega, ne? En kup nekih cigu, migu, krivulj, ki grejo gor pa dol, to je 5 sekund moje možganske aktivnosti, sem par dni nazaj si tole posnel, da ne vem, če kdo zna to prebrati, kaj sem hudega mislil, ampak tako zgleda, ne, nič lepega, nič, kar bi na prvi pogled videli, kaj tukaj noter je. Lahko vam pa povem, da sem v teh časih, ko so označeni takole z kvadratki, razmišljal enkrat, da premikam desno roko, enkrat da levo roko. Ne, in recimo v tistih območjih, ko sem desno premikal, so bili taki signali, ko jih vidite, v tistih, ki sem razmišljal levo, so taki signali, ko jih vidite. Nič kaj posebej se ne vidi, saj s prostimi očmi ne. Ampak če vam pa povem, da par tisoč takih gibov namislim, pa dam te odseke v neko umetno inteligenco, pa zna ona za 90-95% verjetnostjo napovedati, o kateri roki sem razmišljal. To je nič novega. To dajemo zdaj študentom medicine na vajah narediti tako stvar. To je čisto enostavno. To je tehnologija izpred 60 let. Ampak kje je problem? Problem je, da pa pri tretji točki pri boleznih pa ni tako. Ne. Pri boleznih je pa vsak bolnik ena točka. Ne, ko smo razmišljali o premikih leve pa desne roke, jaz lahko na sebi zgeneriram par tisoč trening primerov. Da enkrat razmišljam levo, enkrat razmišljam desno. Vsakič 500-krat pa imamo 1000 primerov. Ampak vsak bolnik je pa ena točka. To je pa imamo precej manj trening podatkov, če o bolnikih razmišljamo. Ne. In četrta stvar, te podatke, kot ste videli, že sam 5 sekund posnetka ima par 10.000 točk, je veliko kanalov, so visokodimenzionalni. Ne, in to je pa že vse malo problem. Potem imamo malo trening primerov, pa zelo veliko podatkov. Pa še nadaljujejo se te problemi naši. EEG ni lep signal. Ne. EEG je še vse drugo kot samo možganska aktivnost. To sta dva mežika. Ljudje pa načeloma mežikajo. Ne. Če jim rečeš, naj ne mežikajo, niso zadovoljni. Jih to tudi moti. Aha, ja. Tako da, če mi delamo take stvari, ne, moramo tudi te mežike odpraviti in te artefakte in tako naprej. Ne, in te artefakti in šum v signalu nas precej motijo, pa še dalje so neki drugi problemi. Ne. Recimo, če naredimo neko klinično študijo na bolnikih in kontrolah, ne, nas bo ta študija veliko stala in bo trajala več let, to je en problem, ampak so še drugi problemi. Da imamo skupine, ki so različne, ker bolniki so ponovadi starejši, pa mogoče je več žensko-moških, pa mogoče so druge moteče dejavniki, pa ob drugih časih jih snemajo, bolnike v ambulantah dobimo, kontrole pa popoldne. In to so vse ene motilne spremenljivke. In če bi za klasično strategijo mečanja teh spremenljivk delali, bi 90% podatkov mogli stran vrsti. Zdaj pa, če nekem investitorju rečeš, daj mi milijon, da bom 90% podatkov stran vrgel, ti ne da milijona. Tako da moraš na nek način to rešiti. In če se za takimi problemi soočaš pri neuroznanosti pa medicini, ta klasičen pristop, da bomo sam zbrali veliko podatkov, dali ven black box AI, pa zmagali, to ne gre. Enostavno ne gre to tako. Ker imamo premalo podatkov, pa preveč šuma.
Zato se moramo dejansko soočiti z problemi tega šuma, z problemi motečih spremenljivk in to smo mi naredili po 6 letih razvoja. Smo naredili en svoj sistem analize možganskih podatkov, ki deluje tudi oblačno, tudi na Vegi smo trenirali neke stvari, se imenuje Neuro AI, kako to deluje, niti ne bom razlagal, ampak ima pa 4 module, en je za snemati te podatke, ki pomaga zdravnikom to v ambulanti snemati, da gre zelo hitro, da lahko vsaka sestra, vsak tehnik to naredi z minimalno treninga, en te podatke čisti tistega šuma, en išče značilke, da to visoko dimenzionalnost podatkov lahko na nek manageable nivo zmanjšamo in potem čist na konc, cherry on top, je pa strojno učenje. In te 4 moduli, če so združeni, nam pa lahko bolj pomagajo, recimo v našem primeru našega produkta prvega napovedovati, ali ima nek bolnik zgodnji stadij nevrodegenerativne demence z neko 95% natančnostjo. Precej v redu. Še posebej, ker se to da narediti v vsaki ambulanti. Tako to zgleda. Nek laptop, ena mreža na glavi, mogoče se komi vidi pri tistem gospodu, da ima neko mrežo na glavi, to se posname v parih minutah, oblačno analizira in nazaj pride rezultat. Mi smo trenutno na parih trgih v Evropi že prisotni, sicer komercialno delamo malo manj kot leto, ampak smo. Ta nekak naša vizija je taka, ki se mogoče marsikom zdi malo utopična, malo mogoče tehno-utopična, ampak pomislite si, kak bi bil svet, če bi za vsako meritev krvnega pritiska mogli dobiti napotnico, pa čakati 8 mesecev, da pridete do kardiologa, pa bi to stalo 1000 evrov, da vam to meritev naredi. Ja, kaj bi bilo? Ja, večina ljudi ne bi vedela, da ima visok pritisk sploh. Ampak vi greste zdaj k osebnemu zdravniku, on vam da eno manšeto gor, pritisne en gumb, naprava zmeri, koliko je vaš krvni pritisk. Super. In mi mislimo, da za primerno tehnologijo in za primernim razvojem nekaj takega možno tudi za možgane narediti. Ni tako nedosegljivo, če smo malo tehno-optimistični, kar jaz sem. Hvala za pozornost. Lepa vam, gospod Rejo, za tole predstavitev. Kakšna vprašanja zanj? Mimogrede Aha, tamle je. Izvolite, seveda. Izvolite. Gospod Andrej Kositar. Zgolj mogoče retorično vprašanje. Vi mislite, da je s primerno tehnologijo možno to narediti v sami ambulanti? Zdaj pa stališča pristopa k startupu. Mislite, ali ste prepričani? No, jaz bom tako rekel, za eno bolezen smo to že naredili, ker malo imamo to, a veste, velikrat sem jaz, ko sem bil še v študentskih letih, pa to velikrat sem te startupe šel poslušati in od marsikoga, pa ne bom povedal od koga, da ne bom koga užalil ali pa preč povedal, sem slišal zgodbo, ogromno smo razvili, veliko smo naredili, ampak prvi kupci niso bili v Sloveniji, ampak so bili v tujini. Pri nas se je to tako zgodilo, no, tako da prvi kupci so v Avstriji, na Dunaju, v Nemčiji in tako naprej, v Sloveniji se pa šele začenja, tako da ja, smo naredili to, sam nažalost v zelo redkih slovenskih ambulantah se to uporablja, se pa že uporablja v velikih tujih ambulantah. Da ja, vsaj za to eno bolezen, za katero se mi ukvarjamo, smo že naredili, seveda možgani imajo veliko bolezni, za vse ostale bolezni pa teoretično da, ampak verjetno je pri nekaterih težje kot pri drugih, ker demence je vendarle taka bolezen, da celice umirajo in to umiranje je lažje zaznati kot recimo nek ADHD, neka motnja pozornosti, kjer pa celice ne umirajo, ampak so neke kompleksne network efekti, to je verjetno težje zmeriti. Ampak Verjetno vas investitorji to vprašajo. Ja, nas vprašajo. Tako, ja, tako. Pač vsak ima svoj cilj, mi smo proof of principle smo pokazali, demenca je vendarle ena izmed najbolj pogostih, ni tako pogosta kot depresija pa motnje pozornosti, ampak je tretja najbolj pogosta bolezen. Izvolite. Martin Pečar. Hvala. Mene zanima, torej ta vaša tehnologija bi tudi tistih 92% vsaj nekaj od tega uspela pokriti ali samo tistih 8%? Ja, od teh 92% je demenca. Mogoče tole sam, da dam gor, da se že spomnimo, o katerih 92% govorimo. Ja, če vidite ob desni strani, je seznam teh bolezni, tiste, ki so oranžne, te 192% teh, ki ne moremo. In demenca je ena izmed njih na 3. mestu, če se ne motim. Ja, na 3. mesto, ja, tako je. Aha, izvolite. Kakšna je
Zanesljivost delovanja vašega napovedi? Ja, na podlagi ene klinične študije, ko je bilo nekih 500 bolnikov vključenih, no, je natančnost nekih 95%, ampak to ne pove toliko, specifičnost je 96%, občutljivost je pa 88%. To so medicinski termini, specifičnost pomeni, če imaš 100 ljudi, ki nimate bolezni in jih testiraš, koliko odstotkov boš pravilno rekel, nimate te bolezni. 96%. Občutljivost je pa obratna stvar, če testiraš 100 bolnih, pa kakšna je verjetnost, da boš vsakem rekel, da ima bolezen, to je pa 88%. Zdaj, čisto vse ne najdemo, ampak praktično nikomor, ki pa nima tega, pa po krivem ne rečemo, da nima. Vsi si bi želeli, da bo 99,99, ampak demenca je kompleksna bolezen in konkurenca je nekje pri 85 zdaj. No, tako da močno presegamo state of the art. No. A nam lahko zelo plastično pojasnite, na podlagi česa, kakšnih signalov, oziroma lahko s pomočjo EEG-ja ugotovite, da gre za demenco? Kaj iščete? To je zelo kompleksno vprašanje. Dejansko, če greste v znanstveno literaturo gledati, so bili prvi članki, da na podlagi EEG-ja lahko zaznamo demenco objavljeni leta 1954. Zdaj je približno 5000 publikacij že in vsaka razvija neko svojo metodo. Imamo ne ravno 5000 metod, no, ampak recimo, da je metod 200. In mi smo zelo strateško k tem problemu pristopili in smo rekli, ne bomo mi tako naredili, da bomo sami iz literature pobrali znanja, ga zapakirali pa drago naprej prodali, ker se nam na nek način ni zdelo fair, pa tudi meni se bi zdelo malo brez veze s tem ukvarjati, jaz bi pa svoje neke stvari delal. No, da naš pristop je bil, da pristopimo k tem problemu iz vidika big data. Ne, da se sam omejimo na človeško znanje, na te pristope, ki so že znani, ampak da v bistvu nek sistem naredimo, ki bo sam značilke iz EEG signalov najdel. In ko smo ta sistem pognali, je ta sistem našel te značilke, ki jih je znanstvena literatura že opisovala zadnjih 50 let, 70 let in je najdel še ene 4 novih, ki pa niso še nikjer opisani. Tako da naš sistem ima približno 400 značilk, enih 20% od teh so že opisani v literaturi, tako da je naš sistem odkril to, kar je že znano, to je dobra validacija. In potem nekih 80% teh značilk pa nikjer ni opisanih, ker ljudje za njih nismo vedeli. Tisti, ki poznate tisti Deep Mind, ali kaj je bil za Go, nekaj podobnega. Kot si umetna inteligenca zna izmisliti nove strategije za igranje Goja, ki jih ljudje par tisoč let nismo pogruntali, tako se je naš sistem znal izmisliti značilke iz EEG-ja, ki jih ljudje v 70 letih nismo našli še. Nam lahko čisto na kratko še poveste o vašem profilu, ste sicer zdravnik po osnovni izobrazbi ali kako? Ja, kako vas je zaneslo potem recimo v inovacije, v poslovni sektor? A veste, jaz ne upravljam delo zdravnika, jaz sem študiral medicino, ampak sem že proti koncu fakultete hitro ugotovil, da sem močnejši v raziskavah kot v kliničnem delu. Vedno sem rad upravljal tudi klinično delo, ampak nekako sem se bolj našel v raziskavah, tako da sem se hitro zaposlil tudi na UKC-u v enem raziskovalnem laboratoriju, na nevrološki kliniki, sem tam nekje do 2017 delal tam, potem me je pa zaneslo v ta nor zaseben startup svet in krasno. Krasno, ja. Vse super od leta 2017, nobenih težav. Zakaj zaznava malo sarkazma v tem? Mogoče malo, ja, ampak težave so povsod, veste, samo druge so. Ja. Hvala lepa vam za vaše predavanje in tudi za vsa ostala pojasnila, odgovore. Hvala, gospod Rev.